pozdravljeni. Težite bi prosila, da nam gledalcem lahko predstavite. Tako, moje ime je Tina Kalamiza Mahnič. Kako ste že povedali, sem leta 2010 zaključila študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer andragogika. Opravljala sem diplomsko delo z naslovom Usposabljanje in izobraževanje tolmačev slovenskega znakovnega jezika. Trenutno živim v Franciji, kjer sem leto posvetila predvsem učenju francoskega jezika in si bom sedaj začela iskati službo tam. Preden bomo nadaljevali z vašim diplomskim delom, bi najprej vprašala, kdaj ste vi prvič prišli v stik z gluhimi? Prvič sem v bistvu prišla v stik z gluhimi na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, ko sem se pričela učiti znakovnega jezika. Prej nisem nikoli imela stika z gluhimi, se pa spomnim, ko sem bila še otrok, ko sem gledala risanke, kjer je gospa Ljubica Podboršek kretala pač na risankah in mi je bilo vedno zelo prijetno gledati te risanke. In kako pa je stekla komunikacija s gluhimi? Ste kdaj imeli stike tudi z njimi? Ja, v bistvu na tečaju je v bistvu učiteljica večkrat pripeljala gluhe osebe na tečaj in smo imeli pač, ne vem, nekajminutno komunikacijo z njimi. Mogoče je sprva bilo rahlo neprijetno, tako kot v vsakem drugem jeziku, ampak potem je steklo. Kako je pa sedaj z vašim znanjem znakovnega jezika? Še kaj uporabljate? V bistvu ne več, sem pač popolnoma pozabila. Mogoče se še kakšne kretnje spomnim, ampak če zadeve ne uporabljaš redno, gre hitro v pozabo. Mogoče je bil bodoči? Mogoče, nikoli se ne ve. Potem pa še dodatno našili francoski znakovni jezik. Tako. Vaša diplomska naloga je zajela dve dela, pravi teoretični del pa empirični del. Tako je. Prosim, že na kratko predstavite oba dela. Prav. Zdaj v bistvu v teoretičnem delu sem zajela predvsem komunikacijo, potem verbalno in neverbalno, procese in dinamiko neverbalnega komuniciranja, kod in kode, ki temeljijo na jeziku. Posebej pa sem se osredotočila na kretnjo in znakovni jezik, pri tem slovenski znakovni jezik. Zadnje poglavje pa sem namenila predvsem usposabljanju in izobraževanju tolmačev slovenskega znakovnega jezika, kako potekajo, kako je to področje zakonsko urejeno in kako je z izobraževanjem tolmačev v tujini. V empiričnem delu sem izvedla 12 intervjujev s tolmači znakovnega jezika, pač ki so aktivni na slovenskem področju danes in skušala pač od njih dobiti čim več informacij, torej kako je s problematiko in načinom izobraževanja tolmačev pri nas. Kaj pa je v bistvu komunikacija in kakšna je komunikacija tudi za gluhe? Zdaj v bistvu komunikacija je vedno povezana z interakcijo, pri čemer prihaja pač do komunikacijskega odnosa med udeleženci. Ta je lahko enosmerna ali dvosmerna. Vedno pač si posamezniki v komunikaciji izmenjujejo informacije med seboj, se odzivajo na besedo. Sredstva, s katerimi si pa posredujemo informacije, to je beseda. Zdaj v bistvu poleg besed imamo še kretnje, slike. V bistvu razumevanje pa je tisti ključni element, ki se dogaja pri komunikaciji. Zdaj, medtem ko pa pri gluhih posameznikih pa je namesto kretnje, namesto besede kretnja in v bistvu ravno zaradi tega morda prihaja do težav med gluhimi in slišečimi, ker v bistvu slišeči ne razumejo kretnje. Kako pa v vaši praksi, ko ste srečali gluhe? Tako. Kaj ste vi znali, ugotovili, glede na to temo o komunikaciji? V bistvu ne vem, jaz mislim, da se pri slišečih pojavlja težava ne toliko povezana z nepoznavanjem znakovnega jezika, kot to, da se mogoče bojijo vstopati v komunikacijo z gluhimi ljudmi, ker preprosto ne poznajo področja in področja, ki ga ne poznaš, se ponavadi bojiš. In kako pa ste vi odpravili ta strah? Še ste ga imeli mogoče na začetku? Mogoče sem imela samo tremo pred tem, da me morda ne bojo razumeli, ampak v bistvu potem, ko imaš večkrat možnost govoriti z gluhim človekom, ta strah preprosto izgine.
pomeni verbalna pa neverbalna komunikacija? Zdaj v bistvu verbalna komunikacija torej jo predstavljajo besede, medtem ko je neverbalna komunikacija tista, ki je podkrepljena z nekimi drugimi znaki, torej kot so mimika, kretnje, izrazi obraza. V bistvu prva misel, ki mi pride pri tem na pamet, je to, da ste med seboj neizbežno povezujeta, torej tudi, ne vem, slišeči ves čas uporabljamo znake neverbalne komunikacije, ker v bistvu na ta način ponazorimo svoja čustva, misli. Ne vem, nikoli, če bom rekla, sem vesela, ne bom rekla to na žalosten način, ampak bom vedno razprla oči, se nasmejala in podobno. Tako. In kaj menite, koliko procentov neverbalnih komunikacij oziroma verbalnih komunikacij, primerjave, kaj je več, kaj je manj? Zdaj, težko govorim o procentih, ampak menim, da v bistvu uporabljamo ogromno neverbalne komunikacije na dnevnem nivoju, ampak se je mogoče včasih niti ne zavedamo. Pri gluhih pa je seveda ta komunikacija veliko bolj izražena, zaradi tega, ker pač preprosto je to njihov način izražanja. V diplomski nalogi sem na eni strani razbrala, da ste opisali 7 glavnih točk neverbalne komunikacije. Katere so te točke? Tako je, res je. Torej, opisala sem 7 glavnih točk neverbalne komunikacije, ki so gibanje. To so, torej, kot sem že prej omenjala, geste, izrazi obraza, pogledi, hoja. Potem je to zvok in sicer glasnost, tempo, premori, ko govorimo, naprimer. Potem videz. Dejstvo je, da pač vedno ocenimo človeka na podlagi prvega videza kontakta, torej, ne vem, urejenost, pričeska, si zapomnimo, kakšne čevlje je imel ali kaj podobnega. Potem kontakt, pogostost kontakta, intenzivnost, način, potem razdalja med govorcema, torej uporaba medosebne distance med ljudmi, čas, točnost, količina časa, ki smo ga z nekom preživeli, in pa različni objekti in okoljske značilnosti, ki lahko posredujejo uporabnikovo sporočilo. Teh 7 Tako, glavnih. tako je. Pa mogoče od teh 7 glavnih, katere je po vašem mnenju najbolj prioritetna, najbolj glaven? Pa mogoče bi rekla videz in kontakt. Opisali ste tudi kod in kodi. Prosim, pojasnite, kaj ti dve besedi pomenita in kakšno funkcijo imata v socializaciji pri gluhih. Prav. Zdaj v bistvu kod in kodi, to so neka sredstva, s katerimi se gradijo miselne kategorije, ideje in predstave. Za gluhe kodi predstavljajo znakovni jezik oziroma kretnje, ki hkrati v bistvu znakovni jezik pa hkrati predstavlja tudi njihov večinski jezik in njihov materni jezik. Torej, kretnja pri gluhih predstavlja kod, ki jo razumejo tisti, ki znakovni jezik govorijo. Kako pa pri slišečih, kaj pa tam, kateri je kod? Beseda, tako, ki jo v bistvu slišimo. Tako. Zdaj se pa posvetiva same vsebini vaše diplome. Zakaj ste se ravno odločili za to področje, da boste se posvetili tolmačem? V bistvu, ko sem se začela učiti znakovnega jezika, sem zaznala, da se na tem področju, da je ogromno problemov na tem področju, ki so ga izpostavljali predvsem naši učitelji znakovnega jezika. Potem sem tudi začela raziskovati to tematiko malo globje in ugotovila, da bi pa morda lahko nastala ena zelo zanimiva in uporabna diplomska naloga na tem področju in preprosto zaradi tega sem se odločila, da raziščem, kako v bistvu poteka usposabljanje in izobraževanje tolmačev in na drugi strani, kakšne težave imajo pri tem tisti, ki želijo biti tolmači in so tolmači. Kako pa postaneš tolmač? Kaj moraš narediti, da pridobiš naziv
V Sloveniji je izobraževanje tolmačev urejeno kot nacionalna poklicna kvalifikacija. V bistvu nimamo nekega institucionaliziranega izobraževanja tolmačev slovenskega znakovnega jezika, tako kot ga imajo na primer nekje v tujini. V bistvu izobraževanje poteka tako, da posameznik pridobi znanje znakovnega jezika, ne vem, na tečajih, mogoče tudi v lastni režiji, potem se lahko samostojno odloči, da obiskuje enoletni pripravljalni tečaj za pač usposabljanje za znakovni jezik in potem kasneje opravi izpit oziroma nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki mu omogoči pridobitev naziva tolmačka slovenskega znakovnega jezika. Ali ste vi kdaj mogoče razmišljali, da bi postali tolmač? Moram priznati, da sem razmišljala, da bi, ampak potem nekako skozi čas sem nekako ugotovila, da mogoče to ni najbolj zame, ampak kot sva že prej rekli, morda nekoč v prihodnosti pa spet. Kako ste pa zbirali podatke? Koliko tolmačev ste in kako ste pa jih dobili? V bistvu izbirala sem tako, da sem pregledala listo tolmačev slovenskega znakovnega jezika, ki je objavljena na spletni strani, in potem naključno izbrala 12 tolmačev. Zdaj, tako je bilo, nekateri niso bili pripravljeni na intervjuje, večina teh se je odzvala in potem smo se dogovorili za čas in prostor. Predhodno sem poslala nekaterim tudi vprašanja za intervju in potem smo v bistvu izvedli intervjuje, ki sem jih posnela in to je bilo to. Prosim, opišite vaše posamezne točke, ki so se tikale vaših raziskav. Prav. Zdaj, izvedla sem, kot sem povedala, 12 intervjujev in na podlagi tega sem potem, ko sem intervjuje pretipkala, ugotovila, katere so tiste kategorije, ki so ključne za moje delo, in tako sem jih izbrala 14, pri čemer bom sedaj razložila, katere to so. Torej, prva kategorija je bila odločitev za delo tolmača. Tukaj sem dobila pač niz odgovorov, ki sem jih potem kasneje nekako skušala po podobnosti razvrstiti in zdaj odgovori so večinoma takšni. Zaposlitev oziroma odločitev za delo tolmača je bila največkrat, da je bila služba tista, ki je posameznico prisilila v takšno delo. Torej, ne vem, dobila je delo na področju izobraževanja gluhih in naglušnih in potem se je v tem času naučila znakovni jezik in kasneje opravila tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo. Potem druga točka je zanimanje za gluho skupnost, torej nekaj podobnega, kot je bilo pri meni. Čeprav prej nikoli ni bilo stika z gluho osebo. In tretja, v bistvu gluha družina, torej predznanje znakovnega jezika zaradi tega, ker je, ne vem, eden od staršev gluh, mogoče teti, strici in podobno, in potem v bistvu odločitev za delo tolmača. Potem druga točka je bila vpliv družinskega predznanja. V bistvu večina tolmačev, tako tistih, ki izvirajo iz gluhih družin ali pa iz slišečih, pravi, da imajo morda prednost pri tolmačih tisti posamezniki, ki izvirajo iz gluhih družin, zaradi tega, ker v bistvu bolj poznajo gluho skupnost, ne vem, je pač, to je v bistvu njihov materni in prvi jezik. Vendar pa v bistvu hkrati dokazujejo na drugi strani tisti, katerih pa mogoče gluha skupnost ni bila njihova družina, na primer, da se je možno naučiti znakovnega jezika tudi v nasprotnem primeru. Tretja kategorija, vloga izobraževanja za tolmača. Zdaj v bistvu vsekakor je ustrezen sistem izobraževanja pri ustvarjanju kvalitetnih tolmačev slovenskega znakovnega jezika zelo pomemben, ker so bili pač prvi tolmači v Sloveniji otroci gluhih staršev in je nabor teh skozi leta počasi pojenjal in jih je bilo vedno manj, so morali pač ostali prevzeti vlogo tolmačev in zato v bistvu mnogi tolmači danes zaznavajo, da je v Sloveniji izobraževanje za tolmače precej neustrezno, ker v bistvu
nimajo v času izobraževanja dovolj stika z gluhimi ljudmi. Naslednja točka je kakovost izobraževanja za tolmače. Zdaj, kot sem že prej povedala, izobraževanje tolmačev ni umeščeno v institucionalizirano formalno izobraževanje, kot v nekaterih drugih evropskih državah. Torej, če želi posameznik se vključiti v tečaj, mora opraviti enoletno usposabljanje oziroma poljubno opravi enoletno usposabljanje in potem kasneje izpit, torej nacionalno poklicno kvalifikacijo. Mnogi tolmači zaznavajo torej nekvalitetnost izobraževanja, stališča tega, da se vključujejo v skupine posamezniki, ki morda nimajo enakovrednih znanj. Potem velik problem je tudi nestandardizacija slovenskega znakovnega jezika in številne druge težave. Zdaj, možne spremembe izboljšave, to je bila moja naslednja kategorija. Gluhe osebe bi morale biti tiste, ki bi prevzele del odgovornosti za izobraževanja, po mnenju intervjuvancev, pač morale bi biti kot nekakšni mentorji slišečim osebam oziroma tistim, ki želijo postati tolmači znakovnega jezika. Hkrati bi morali imeti tudi potencialni tolmači več stika z gluhimi osebami v času njihovega usposabljanja in več sodobnih pripomočkov na samem izobraževanju, torej strani mnogih tolmačev sem zaznala, da v bistvu govorijo o zastarelosti tehnologije, ki jo uporabljajo, kar v bistvu predstavlja velik manko. Zdaj, naslednja kategorija so bile težave pri pridobivanju nacionalne poklicne kvalifikacije. V bistvu spet je večina intervjuvancev rekla, da največ težav izvira iz neustreznosti samega izobraževanja, torej da posamezniki, ko pridejo na izpit, niso dovolj pripravljeni nanj in pa v bistvu tudi pogosto nekdo, ki želi postati tolmač, se ne zaveda, da je to, da je znakovni jezik, tako kakor vsak drug, in je potrebno za obvladovanje tega vložiti ogromno truda. Naslednja kategorija je bilo izobraževanje tolmača kot univerzitetni študij. Tukaj v bistvu sem spraševala intervjuvance predvsem o tem, torej kakšno je njihovo mnenje, če bi reorganizirali izobraževanje v tej smeri, da to ne bi bila več nacionalna poklicna kvalifikacija, ampak študij morda na filozofski fakulteti, morda na pedagoški. Večina intervjuvancev je v bistvu zelo pozitivno sprejela to idejo in se strinjajo, da morda, če to ne bi bil dodiplomski študij, pa bi bil mogoče vsaj kot podiplomski magistrski študij, ki bi omogočal pač bolj poglobljeno in kvalitetnejše izobraževanje. Še te ustavila tukaj? Tako. Ali te je mogoče od 2010 do sedaj kaj spremenilo? Te je mogoče kaj uspešno speljala ta ideja? Jaz mislim, da že v bistvu dlje časa potekajo razprave o tem, da bi to postal univerzitetni študij, ampak mislim, da jim do sedaj še ni uspelo. V bistvu najbližje temu je študij defektologije, kjer se posameznice oziroma posamezniki usmerijo, nisem prepričana, mogoče sedaj na magistrskem študiju ali pa kasneje prej v 3. letniku dodiplomskega študija na pač točno določeno področje, torej področje gluhih. In še bi res ta ideja uresničila. Kaj bi to pomenilo za gluhe in kaj bi tudi pomenilo za slišeče študente? V bistvu gluhim bi vsekakor dalo neko enakovredno pozicijo, ker bi na ta način se proizvedlo več tolmačev, ker pogosto, ne vem, tudi intervjuvanci so izpostavili ta problem, da nekako se pogosto zgodi, da tolmači delajo na primer dopoldne v neki službi, in potem, ko je potrebno pridobiti tolmača, jih ni. In potem v bistvu so na trgu samo tolmači, ki ves čas tolmačijo, ti pa ne morejo pokrivati celotnega področja. In ravno zaradi tega v bistvu bi to po moje omogočilo nek bolj enakovredni položaj in hkrati bi morda tudi razbilo neke strahove in stereotipe v družbi, morda ki veljajo pri slišečih za gluhe.
Kako je pa potem z univerzitetno izobrazbo, naprimer, kaj bi tam bi bilo potrebno še vključiti, katere predmete po vašem mnenju? Jaz pač predvidevam, da bi bil to študij jezika, tako da v bistvu ne vem, podobno kot je organiziran, ne vem, študij katerega koli drugega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, bi v bistvu na ta način moral potekati tudi študij znakovnega jezika. Tako. Zdaj v bistvu naslednja točka je bila potrebe po tolmačih v Sloveniji. Torej, kot sem že omenila, v bistvu so mi najpogosteje intervjuvanci rekli, da je največji problem v tem, da le določen nabor tolmačev opravlja storitve kretanja, medtem ko pa naprimer ostali pogosto niso aktivni na tem področju, ker opravljajo dopoldne, ne vem, so v svojih službah ali pa so opustili to dejavnost. In v bistvu zaradi tega je predvsem v določenih regijah, kot je naprimer Prekmurje, potem področje Krškega, Mariborska regija, močno pomanjkanje tolmačev v Sloveniji, medtem ko pa jih je naprimer na področju Ljubljanske regije včasih tudi preveč. Zakaj je pa ravno na tistem delu pomanjkanje tolmačev? Tega ne vem, morda pač predvidevam, da verjetno ni dobršnega zanimanja za takšen način izobraževanja oziroma ne vem, preprosto se ljudje na tistem območju ne odločajo, da postajajo tolmači. Ne bi vedela natančno, no. Vi kot ljubiteljica znakovnega jezika, Tako. tisti čas, mogoče vzrok, oziroma kako bi pa vi speljali, da bi bil znakovni jezik bil prepoznan na tistem delu, ki jim pomanjkujejo tolmači? Ne vem, pač za Ljubljansko regijo jaz lahko rečem, da v bistvu obstaja ogromno načinov, kako si pridobiti znanje znakovnega jezika, medtem ko pa mogoče v, ne vem, Mariborski regiji, Prekmurski regiji, Celjski regiji pač primanjkuje načinov, kako bi naprimer se lahko vpisal na nek tečaj in si pridobil znanje jezika. V bistvu podobno kot se dogaja z vsemi drugimi zadevami, so v bistvu druge regije po Sloveniji podhranjene določenih znanj in na ta način v bistvu se tudi, zaradi tega morda tudi primanjkuje tolmačev v tistih regijah. In če bi imeli veliko tolmačev na razpolago, kaj bi bilo to potem pomenilo? Ja, predvidevam, da ne vem, bi lahko potem vsak gluh študent naprimer vedno izkoristil možnost, da bi imel tolmača zraven sebe, ker je najbrž zelo težko spremljati predavanje v primeru, če ne razumeš profesorja. Dejstvo je, da se pogosto učitelji ne zavedajo, da mora gluha oseba razbirati iz ustnic, ne vem, se obrnejo, pokažejo hrbet in potem, ko posameznik spusti misel, je težko slediti dalje. Je res, si predstavljam. Tako. Lahko nadaljujem. Tako. Zdaj, v bistvu, težave pri tolmačenju je bila moja naslednja točka. Intervjuvanci ponavadi so izražali predvsem subjektivne težave, ki jih imajo. Naprimer, mnogi so doživljali težave v smislu, da jim je bilo včasih zelo težko kretati določeno zadevo, ker se mogoče s temo, o kateri so govorili, kretali, niso strinjali. In so v bistvu težave povezani večinoma s tem, ali pa morda zaznavajo tudi določene zdravstvene težave, kot so v primeru, ko naprimer kretanje traja več ur, naprimer, ne vem, bolečine v križu, bolečine v rokah, vratu in podobno. Druga dimenzija težav pa je povezana predvsem z nekaterimi psihičnimi obremenitvami in sicer zaznavajo tolmači predvsem to, da v bistvu zlasti, ko se mlad tolmač naprimer uveljavlja na tem področju, je včasih težko, ker v bistvu ti mora gluha oseba najprej zaupati, v bistvu ne veš, če ti je naklonjena, če ti zaupa in pogosto v bistvu je zato prihaja do nekih težkih situacij, s katerimi se morajo tolmači soočati.
Kako pa naj tolmač odpravlja te težave, kot ste našteli? Osebno mislim, da če neko določeno delo opravljaš dobro in kvalitetno, obstaja skoraj minimalna možnost, da ti v nekem določenem času gluha oseba ne bi zaupala. In preprosto mislim, da je potrebno samo vztrajati, biti iskren, pošten pri tem, kar počneš, in zagotovo mislim, da je uspeh neizbežen. To pomeni, da nasplošno mora biti tolmač nepristranski. Tako je, kar pa je včasih pri ljudeh zelo težko. Kaj je več tolmačic ali tolmačev? Mislim, da je več žensk na tem področju. Ne vem, morda to izvira iz tega, ker se ponavadi za delo tolmača odločijo posamezniki, ki prihajajo iz humanističnih družboslovnih študijev, in ker je na teh študijih več žensk, se potem tudi več žensk odloči za delo tolmačic. In je mogoče probleme tudi v tem, Morda. da so ženske precej čustvene, mogoče je težko biti nepristranski do svojega poklica. Se strinjam, popolnoma. Tudi en del. Verjetno. Je težko izklopiti čustva. Tako. Torej, moja naslednja točka je bila institucionalizirana urejenost tolmačenja in narava poklica. V bistvu zadeva, ki so jo skoraj vsi intervjuvanci izpostavili, je bila, da je pri delu tolmača veliko mobilnosti, torej selitve oziroma pač mobilnosti iz enega konca Slovenije na drugega, kjer v bistvu pač moraš zagotoviti storitev vsaki gluhi osebi, in kot sem že povedala, ker primanjkuje tolmačev v določenih regijah, opravljajo nekateri tolmači oziroma pokrivajo tudi ostala področja Slovenije. V bistvu pogosti vzrok, ki ga pa navajajo, pa tudi, da slišeči velikokrat ne želijo, da je tolmač prisoten pri določeni komunikaciji, naprimer zlasti pri zdravniku, naprimer pri starejših ljudeh, se zdravnikom pogosto zdi, da popolnoma obvladujejo področje komunikacije z gluho osebo, čeprav temu ni tako in gluhi zaznavajo, da imajo veliko težav pri komunikaciji, ampak zdravniki velikokrat odklanjajo pomoč tolmača. Zdaj, v bistvu, naslednja kategorija je bila vloga tolmača v procesu integracije. Zdaj, pomembno je povedati predvsem to, da tolmač ni nikoli integrator, torej on ni tisti, ki bi integriral slišečega v družbo, ampak je v bistvu le most, ki zagotavlja pač prenos ustreznih informacij gluhemu posamezniku. Morda se, ne vem, posamezniki, ki ne poznajo tega področja, prestrašijo še ene osebe, ki je morda zraven, in ne želijo, da bi bila oseba prisotna, vendar pa je pač pomembno, torej prava integracija je zame tista, kjer se posameznik počuti vključenega v neko določeno skupnost, in pri tem je seveda najpomembnejše, da se ga razume. In če je faktor razumevanja odvzet, je pač integracija nemogoča. Tako. Zdaj, v bistvu, naslednja kategorija je bila vpliv države pri spodbujanju dostopa do tolmača. Tukaj v bistvu so mnenja drugačna. Nekateri tolmači menijo, da je od leta 2002, ko je bil sprejet zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, da je pač država storila vse, kar je bilo potrebno za znakovni jezik in za gluhe, medtem ko pa drugi zaznavajo številne težave. Torej bom ponazorila z odgovorom, ki mi ga je podal eden od intervjuvancev, in sicer je rekel, da pač država zelo dobro poskrbi naprimer za invalide, ko naprimer jim postavijo lift, klančino in podobno, slepim omogočajo izobraževanje s pomočjo Braillove pisave, medtem ko pa naprimer gluhim ni strani države financiran oziroma omogočen noben privilegij, in zato v bistvu je ključnega pomena, da je pač tolmač takrat z njimi, ko ga oni potrebujejo. V bistvu, naslednja kategorija so izzivi pri delu tolmača.
Ti so povezani predvsem z osebnimi izzivi, torej s tem, da se posameznik maksimalno potrudi, da dobro pretolmači, da je razumljiv, da v bistvu vsaka situacija z gluho osebo pač jim prinaša nov izziv. To je bilo tisto, kar so izpostavili intervjuvanci. In pa na drugi strani tisti izzivi, ki so povezani z neko strokovno ureditvijo tega področja oziroma poklica, kot so večji nadzor nad izobraževanjem tolmačev, raziskovanje slovenskega znakovnega jezika, tudi standardizacija, ki je ključnega pomena, in pa usposabljanje tolmačev v mednarodni kretnji. To so bili odgovori, ki so mi jih v bistvu intervjuvanci največkrat povedali. Predzadnja kategorija so problemi gluhih, ki jih zaznavajo tolmači. Zdaj, v bistvu, kakor že ves čas govorim, so težave, ki so povezane s komunikacijo in gluhih največkrat povezane z nerazumevanjem v komunikaciji, ker so v bistvu gluhe osebe prikrajšane za slušne vtise iz okolja in zato v bistvu tolmači zaznavajo, da je to v bistvu njihov največji problem. Kako pa ta problem zaznavajo gluhi? Ja, predvidevam, da ga zaznavajo na ta način, da so nerazumljeni mogoče v nekih določenih procesih, ne vem, kot sem rekla, v študijskem procesu, ne vem, pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti, kot je obisk zdravnika, ne vem, knjižnice, pač nekih zadev, ki so mogoče nam slišečim popolnoma trivialne, morda pa gluhi osebi predstavljajo zelo velik problem. Kaj pa tiste stare kretnje, ki jih uporabljajo starejši ljudje? Ali je to mogoče tudi bil izziv za tolmače, ki so naučili tistih standardiziranih kretenj, potem pa kar pridejo tiste stare kretnje? Tako. Kako to tolmači uravnavajo, da lahko to pravilno povejo v stavki? Ja, v bistvu to je bil problem, ki so mi ga večkrat zaupali tudi moji intervjuvanci, in sicer to, da na primer uporabljajo predstavniki mlajše generacije drugačne kretnje kot predstavniki starejše generacije in velikokrat prihaja do nerazumevanja že med posameznimi generacijami, medtem ko pa morajo pač tolmači pokrivati celotno področje, pri čemer v bistvu je nestandardizacija slovenskega znakovnega jezika velik minus pri tem, zaradi tega, ker na primer obstajajo številne kretnje, pri čemer pa ni neke pravilne kretnje, pri čemer bi rekli, temu se reče tako in tako. Ali bi mogoče to odpravili s tem, da bi mi uvedli na filozofski fakulteti tudi študij za znakovni jezik in da mogoče tam v tekom 3 let izobraževali vse znakovne jezike. Tako. Starejših do mlajših generacij. Tako. Na tak način pa verjetno bi bili tolmači bolj zanesljivi. Verjetno. Bolj učinkoviti pri svojem delu. Se popolnoma strinjam. Tako. No in zadnja kategorija, ki sem jo imela, so predvsem razlogi, torej zakaj se začnejo posamezniki učiti znakovni jezik. V bistvu povedali so mi, da postaja znakovni jezik vedno bolj popularen v pač teh letih, ne vem, zadnjih 5 letih bom rekla, in sicer se pač tudi slišeči posamezniki iz ljubiteljstva priključijo učenju znakovnega jezika, ker jim je všeč, ker se ga radi učijo, vsi se seveda ne odločijo za delo tolmača, ampak je v bistvu po mojem mišljenju zelo pozitivno, da so pripravljeni nameniti neko količino časa za znakovni jezik. Kaj ste pa ugotovili, ko ste zaključevali vaše diplomsko delo? Torej, ugotovila sem, da v bistvu velikokrat slišeči gluhote ne doživljamo kot neko težko prikrajšanost, čeprav to je. Dejstvo je, da se slišečim pogosto zdi, da je vsakodnevni komunikacijski proces, ki ga imamo, za nas nekaj popolnoma enostavnega, čeprav mogoče gluhemu posamezniku to ni. In v bistvu se mi zdi zelo pozitivno, da v zadnjih letih postaja znakovni jezik nekaj, kar postaja tudi bolj približano slišečim posameznikom, ker to razbija nekatere stereotipe in strahove, ki jih ima večinska družba, v katero so gluhi vključeni, in to se mi zdi zelo pozitivno za prihodnost mlajših generacij. Kdaj bomo zaključili?
prosila pa še za vašo takošno omitev, ki te vam je porajala ob najnih pogovorih. V veselje mi je bilo, da sem imela priložnost predstaviti svoje diplomsko delo in tudi priložnost poznati vse vas in upam, da pač bo moja diplomska naloga morda en košček, ki prinese morda k nekemu napredku ali spremembi na tem področju. Najlepša hvala. Hvala za sodelovanje.